Strokovnjakov, znanstvenikov, ki bi se ukvarjali z meteorologijo, pri nas seveda ni veliko. Čeprav je uporabnost te vede vedno bolj očitna. Zakaj je to področje kadrovsko šibko, je posebno vprašanje, ki ga tudi v tokratnem pogovoru najbrž ne bomo povsem pojasnili. Pa vendar. Doktorica Nedeljka Žagar, vi ste ena redkih znanstvenic, ki ste zavezani tej vedi, meteorologiji namreč, ne? Laiki navadno meteorologijo asociiramo in povezujemo z vremenom. In zanimanje zanj postaja za današnjega človeka vedno bolj intenzivno. Meteorologija pa je kot veda, kot znanost povsem nekaj drugega. Nam lahko to razložite? Res je, da meteorologija je ljudem blizu, nas spremlja skozi življenje. Dejansko vsi pomembni dogodki in naši spomini imajo neko meteorološko komponento, ne? Poroke in pogrebi, povsod je nekako komponenta meteoroloških informacij vključena. In ljudje verjetno, če opazujejo učinke meteoroloških pojavov, mislijo, da so jim blizu in da jih tudi razumejo. Podobno velja verjetno za druge stvari. Kako ste se pa znašli v tej vedi v bistvu? Jaz pa priznam, da nisem med tistimi, ki so kot otroci sanjali o poklicu meteorologa. Študirala sem fiziko in sem med študijem fizike nekako izbrala usmeritev na geofiziko in potem na meteorologijo. Po diplomi iz teoretične meteorologije sem najprej delala neko vrsto operativnega dela. Po 7 letih tega dela sem rekla, ne, to ni to, moram nazaj v šolo. Sem dala odpoved in sem sprejela prvo službo, ki sem jo dobila. To je bilo na univerzi v Stockholmu. Sem spakirala 2 kovčka in šla v Stockholm. Tam sem doktorirala iz dinamične meteorologije. Letos bo 12 let, ne, da se ukvarjam z raziskovanjem. Dinamična meteorologija je vaše osrednje polje, recimo raziskav znotraj dinamična meteorologija, splošna cirkulacija in numerično modeliranje atmosfere. Sicer je danes raziskovalno delo v meteorologiji na splošno pomeni, da uporabljamo zakone znanja klasične fizike, da uporabljamo sodobne meteorološke meritve, to so 99% satelitske meritve, in da uporabljamo sodobne numerične metode, predvsem metode za reševanje parcialnih diferencialnih enačb. In da vse to skupaj kombiniramo, da bi poglobili razumevanje, da bi bolj razumeli in razložili pojave v ozračju in potem seveda interakcijo atmosferskih pojavov, procesov z ostalimi komponentami klimatskega sistema. To so oceani, procesi v tleh, pa tudi trda zemlja, ne? Ker klimatski sistem je vse to skupaj. Tako da raziskovalno delo v meteorologiji danes vključuje veliko dela z računalniki, veliko modeliranja. Pomembna komponenta tega dela niso tiste stvari povezane s klasično fiziko, ki jo dobro poznamo, ampak procesi, za katere nimamo natančnih matematičnih izrazov. Poznamo jih samo približno, ampak smo sposobni z novejšimi metodami, zahvaljujoč vedno bolj natančnim meritvam, te procese vedno bolj natančno parametrizirati ali približno opisati. Naprimer, to so rast vodnih kapljic v oblakih, kako naraščajo oblaki, ne? Recimo, kako se energija oziroma gibalna količina pa toplota transportirata od tal v višje sloje atmosfere v spodnjih par 100 metrov ozračja. Izjemno pomemben proces in vedno bolj pomemben, posebej zaradi klimatskega modeliranja, so recimo spremembe spektra elektromagnetnega sevanja na poti od vrha ozračja
ker recimo imamo 370 vatov na kvadratni meter v povprečju do tal, tam pa ostane v povprečju samo polovica te energije, ne? Kako se ta energija spreminja na poti do tal. Izjemno vlogo imajo oblaki, ne? Njih pa znamo samo približno predstaviti. Tako da napredek v razumevanju teh procesov je osnovna predpostavka, da lahko izboljšamo naše modele za napovedovanje vremena, in s tem pa tudi eventualno modele, ki producirajo klimatske scenarije, in potem vse te modele, ki so odvisni od vhodnih podatkov, ki jih dajajo meteorološki modeli. Takih je modelov ogromno: hidrologija, kmetijstvo, promet, energetika. Recimo, ne vem, kaj je aktualno vprašanje v Franciji, za koliko bo ogrožena produkcija nuklearne energije v toplejšem ozračju, ker se učinkovitost bo zmanjšala, ne? To so, vsi ti procesi potrebujejo input, meteorološko vhodno informacijo. Skratka, izjemno zanimivo področje, ne, in tudi zelo aplikativno, recimo uporabno za nas laike, ki, kot smo rekli, ne, vedno bolj hlepimo po teh natančnih napovedih. Tako. No, zdaj ste tudi profesorica na Fakulteti za matematiko in fiziko, pa me zanima, glede na to, ko tako zanimivo pripovedujete, kakšne možnosti napovedovanja vremena, recimo, ne, ali pa recimo klimatskih sprememb, kakorkoli. Kakšno je pa zanimanje študentov za ta študij? To lahko povem zelo natančno. Zdaj smo imeli informativni dan, 10 dni nazaj. Vsako leto je približno na začetku februarja. No, po številkah imamo obisk na informativnem dnevu, varira med 10 in 30 dijakov. Pride poslušati predstavitev našega študija. Vsaj tisti, ki potem izpolnijo anketne listke in napišejo, da so zainteresirani za študij. Vpišemo recimo od 10 do 20 študentov v prvi letnik, v višjih letnikih pa jih je precej manj. Tako od par do recimo 5 študentov je neko povprečje v višjih letnikih. To se lahko zdi majhno število. Po drugi strani je vprašanje, koliko diplomiranih meteorologov trenutno potrebuje Slovenija, ne. Mislim, da je v zgodovini študija meteorologije v Sloveniji okoli 115 diplomiranih meteorologov. Samo polovica ali malce več kot polovica teh diplomiranih meteorologov je zaposlena na ARSO, na Agenciji za okolje. Ostali so ali se ne ukvarjajo natančno z meteorologijo ali se ukvarjajo z nekakšnimi meteorološkimi aplikacijami. Lahko so tudi v šolstvu, ne. V zadnjih letih je par naših študentov tudi po zaključeni prvi stopnji študija, oni so šli na različne oddelke meteorološke v zahodnoevropskih državah in so brez izjeme povsod bili odlični, celo eksplicitno najboljši študenti v svoji generaciji. Tako da to nam je neke vrste potrdilo, da je študij, ki ga izvajamo, relativno kvaliteten, da produciramo relativno kvalitetne strokovnjake, neodvisno od tega, da imamo podoptimalne pogoje, ne. Poleg študija meteorologije, ki ga izvajamo na vseh 3 stopnjah tega bolonjskega izobraževalnega sistema, predavamo meteorologijo na drugih članicah Univerze v Ljubljani, recimo na strojni fakulteti, na filozofski fakulteti za geografe, tudi na zdravstveni fakulteti, na fakulteti za gradbeništvo. Tako da je pedagoška obremenitev, glede na to, da sta samo 2 učitelja meteorologije, je nadpovprečna. Sicer je, če gledam, ne, kako je to drugje, recimo v ZDA, na ameriških univerzah, seveda imamo ogromne oddelke za meteorologijo ali širše področje okoljskih znanosti in je vedno večje zanimanje za
izbirne predmete z področja meteorologije, recimo za nekakšne osnove meteorologije, na katerih se ljudje z različnih področij pridobijo neka osnovna fizikalno razumevanje, fizikalno sliko klimatskega sistema. Recimo Američani so šteli, oziroma so analizirali strukturo študentov, ki so zainteresirani za meteorologijo kot sekundarni ali ta dodatni predmet, in so našli, da veliko število tistih, ki so zainteresirani se naučiti od fizikalne osnove meteorologije, končajo kot vodilni v gospodarstvu, v novinarstvu, v šolstvu. Recimo sama sem imela kolegico na podoktorskem študiju v Koloradu, ki je diplomirala kemijo, je takrat delala postdoc iz meteorologije. Dejansko si je želela in je bila na poti, da postane lobistka, želela se je ukvarjati z lobiranjem za okolje, za dobre, Se pravi, da ta veda postaja vedno bolj pomemben dejavnik odločanja ali pa tudi napovedi sprememb v gospodarstvu, politiki, življenju sploh našem, tako kot ste rekli. Profesorica Žagar, vi ste znotraj skupnosti raziskovalcev in pa akademske srednje prijetno presenetili pred nekaj leti, ko ste se tako rekoč brez težav uvrstili med dobitnike sredstev iz zahtevnega Evropskega sklada za raziskave, tako imenovani ERC. Poleg vas je do zdaj edinemu Slovencu uspelo v teh zahtevnih pogojih omenjenega sklada pridobiti sredstva profesorju Draganu Mihajloviću iz Inštituta Jožef Štefan. Kako pa je potekal izbor in kakšen je bil vaš projekt? Moj projekt MOLC zdaj je v 5. letu, torej leto se zaključuje, konec novembra se bo zaključil. Jaz sem se prijavila na ta razpis zato, ker sem iskala sredstva za vzpostavitev raziskovalne skupine. Namreč, ko sem se zaposlila na tej fakulteti kot docentka, sem se zaposlila kot pedagoška sodelavka, ki ima plačo iz pedagoških virov. Če sem želela razviti skupino ali nadaljevati sodelovanje s svojimi kolegi v ZDA in na Japonskem, predvsem sem rabila sredstva in ta razpis je bil priložnost, tako sem se prijavila. Na teh razpisih se ocenjuje dvoje, to je kvaliteta prijave in kvaliteta prijavitelja. Tako da verjamem, da mi je pri pripravi seveda pomagalo to, da sem imela za sabo že 6 let raziskovalnega, samostojnega raziskovalnega dela po doktoratu. Tako da so mi te izkušnje, ker sem živela in delala na večjih univerzah v tujini, te izkušnje so mi pomagale, da sem postala samostojna in razvila lastne ideje in vero vase, in da sem s to idejo se prijavila na evropski razpis. Se pravi, da v razpis niste šli s posebnim namenom, ampak iz nuja, nekaj. Ja, čisto nisem se niti zavedala, da je ta razpis tako znan in tako cenjen. To sem dejansko šele naknadno razumela. Niti ne potem, ko sem dobila projekt, sem bila izjemno srečna zato, ker nisem imela nobenih sredstev in ta projekt mi je dejansko omogočil vzpostavitev skupine. Sicer sem istočasno dobila še sredstva od Evropske vesoljske agencije, sem se tudi vključila v vodenje enega od sklopov Centra odličnosti vesolje, tako da sem naenkrat od tega, da sem bila povsem osamljena, dobila skupino s 5-6 mladih kolegov in sem postala v večji meri administratorka, tajnica, mentorica, še vedno učiteljica, seveda. Ostalo je zelo malo časa za raziskave
In zdaj je 5. leto. Imam letos ne samo moj glavni projekt MOVC, ampak tudi 2 druga projekta, katera financira Evropska vesoljska agencija, se zaključujeta. Tako da to leto je zame res bo izjemno. No, vaš projekt, profesorica Žagar, kot pravite, je bil dinamična meteorologija in pa numerično napovedovanje vremena. Letos ste rekli, da se končuje. Lahko nekaj več poveste o njem in pa tudi kakšne novosti vnaša meteorologijo? MOVC je projekt z področja, kot pravite, dinamične meteorologije, splošne cirkulacije in dinamike klime in fokusira se na opis porazdelitve energije po različnih skalah atmosferskih gibanj in na opis porazdelitve energije med ravnovesnimi gibanji in inercijsko-težnostnimi valovi. To sta, lahko rečem na najbolj enostaven način, to sta 2 osnovni načini atmosferskih oscilacij. Najbolj enostavno povedano, mi vsako gibanje, ki ga opazujemo v ozračju, lahko razstavimo pod določenimi približki na nekatere osnovne oscilacije. Njihova vsota, njihova superpozicija teh oscilacij različne vrste, se pravi, imajo različno fiziko, različne frekvence, različne valovne dolžine, različne disperzijske lastnosti in različne amplitude, ki so prostorsko in časovno odvisne. In temu rečemo, da so to normalni načini atmosferskih gibanj. In mi si gibanja oziroma cirkulacijo v neki točki prostora lahko predstavimo kot superpozicijo takih normalnih načinov ali temu bi rekli tudi lastni načini gibanja nekega dinamičnega sistema. Od tod beseda MOVC kot način. No in posebej se fokusiramo na inercijsko-težnostne oscilacije, zato ker je do zdaj zaradi pomanjkljivosti modelov in zaradi zelo nezadostnih opazovanj nismo mogli kvantificirati ustrezno vlogo teh neravnovesnih oscilacij v naravi, pa potem niti v modelih. To pomeni, posledica tega je, da lahko določene spremenljivke, katere dobro poznamo in jih lahko merimo in lahko imamo dolge časovne nize teh meritev. To so recimo padavine pri tleh, to je potek temperature pri tleh, da njih na nek način dobro predstavimo z modeli, ampak da je ta dobra simulacija poteka temperature v 20. stoletju, da ni rezultat pravilno predstavljene cirkulacije v modelih, ampak da je rezultat nekakšnega, temu rečemo v angleškem jeziku, tuning, oziroma da smo različne parametre modela, katere dobro ne poznamo, taki so parametri prej opisani, ti fizikalni procesi, kot so sevanje, procesi povezani s spremembami faze, vode. Enostavno, da smo neke parametre modelirali tako, da bi dobili dovolj natančen ali zanesljiv opis porazdelitve padavin ali globalne porazdelitve temperature pri tleh. Če bi želeli pripraviti zanesljive klimatske scenarije, mora biti tudi cirkulacija zanesljivo modelirana. Ko govorimo o cirkulaciji, modeli splošne cirkulacije danes opisujejo, morajo predstaviti vsa gibanja do približno 80 km višine. To je spodnja mezosfera. Tako da ne govorimo samo o zanesljivem opisu troposferskih gibanj. Troposfera je teh spodnjih 10 do 12 km, v katerih se dogaja vreme, ampak moramo kvalitetno opisati stratosfero. Stratosfera, to je sloj, ki se nahaja med približno 10 do 12, odvisno od tega, kje smo na Zemlji, do 60 km višine. V stratosferi recimo živi ozon. To je ta dobri ozon,
ki absorbira večino ultravijoličnega sevanja. Recimo, vlogo te stratosferske cirkulacije lahko ilustriramo s tem primerom, da mi vemo, da je večina teh virov, teh slabih reči, ki smo jih par desetletij nazaj spuščali v ozračje, pa so potem prispevale tako imenovanim ozonskim luknjam. Te se luknje niso zgodile tamo, kjer so bili viri CFC spojin, ampak so se zgodile v polarnih predeljih. Torej, in to je posledica splošne cirkulacije atmosfere. Tako tudi danes na nek način največ bodo v povezavi s antropogenimi vplivi na naraščanje globalne temperature pri tleh. Ne bodo nujno kaznovani tisti deli Zemlje, ki so temu največ prispevali, ampak verjetno nekateri drugi deli Zemlje. In za natančen opis tega procesa cirkulacije mi pa moramo dobro poznati dinamiko. Torej, in ni nujno, da dobro s sedanjimi, s obstoječimi modeli predstavljamo vse komponente tega sistema. In zato je predstavitev teh inercijsko-težnostnih oscilacij, ki so v tropskih predeljih osnovne oscilacije na vseh skalah, izjemno pomembna. V zmernih širinah, to so naše območje, dominira tako imenovana ravnovesna cirkulacija in so nekakšne oscilacije na majhnih skalah, niso zelo pomembne oziroma so energetski, so zelo šibke, ne prispevajo veliko k energetiki ozračja. V tropskih predeljih večina energetskih značilnih gibanj je prav v teh inercijsko-težnostnih oscilacijah. Zato so tudi tropski predeli kritična komponenta ne samo klimatskih modelov, ampak tudi modelov za napovedovanje vremena, če recimo gledamo na skale, časovne skale, ki so daljše približno 5-6 dni. Ko govorimo o ženskah v znanosti, ker ste pač znanstvenica ženska, se vedno pojavljajo taka in pa drugačna mnenja, pa tudi različni komentarji, res. Vsaj za slovensko okolje študije kažejo, da znanstvenic v samem vrhu raziskovalnih mest je malo, zelo malo. Pridejo do nekega nivoja in potem ne promovirajo več. Kakšne so vaše izkušnje, recimo, ki jih imate v drugih okoljih, recimo v Združenih državah ali pa tudi recimo v drugih evropskih državah? Kjer ste se izobraževali, delali, raziskovali in tako naprej. Dejstvo je, da je tovrstno diskriminacijo izjemno težko dokumentirati. In še težje jo je sankcionirati. Tako da točnih številk ne poznam. Se zavedam iz izkušenj, pa tudi v okviru Evropske raziskovalne mreže Sci Generation se pogovarjamo o tej problematiki. Še posebej, kakšne razlike obstajajo recimo med državami vzhodne pa zahodne Evrope. Primerov, da bi se takšna diskriminacija pravilno dokumentirala in potem sankcionirala, jih ni veliko. V čem je problem? Mi se ne pogovarjamo o tem, da par vinjenih oseb v nekem kafeju na obrobju Ljubljane pove par prostaških besed na takarici. Mi se povedamo o subtilnem mobingu, katerega izvajajo vrhunsko izobraženi in strokovno izjemno uspešni profesionalci. Takšno obliko diskriminacije je izjemno težko kvantificirati in dokumentirati. Mislim, da je najslabše, kar se lahko zgodi ne samo ženski ali komurkoli, ki doživlja diskriminacijo, je obup. Prideš v eno stanje obupa, v katerem čutiš, da navkljub vsem tvojim prizadevanjem, naporu, vloženem delu enostavno ne gre naprej. In je zdaj, to je
bi rekla, stanja potisnjene jeze. In zdaj, kako boš, ali boš v tem stanju obtičal, ali boš, ne vem, postajal kar jezen, agresiven ali depresiven, je odvisno od različnih faktorjev. Vsekakor, da to vpliva potem na odnose v delovnem okolju in potem tudi na uspešnost takih posameznikov.